da potrebujemo ta trenutek dodaten veter v jadrih, zato da nadaljujemo s tempom, ki smo ga imeli, tempo in dosedanje realizacije sta bili dobri. In s tem je treba nadaljevati in čim prej priti do končnega rezultata 60% precepljenosti, kajti sicer nesemo breme bistveno višjega potenciala pa verjetnosti, da bomo imeli pomembno epidemijo v jeseni seboj v jeseni. Moja prošnja je, da vsi skupaj, predvsem pa tudi mediji, se pravi sebi, da si ga pomagati, da res pridemo do vsakega posameznika, ga opolnomočimo, da so seveda cepiva varna in učinkovite, ter da se precepimo. Na strani bomo naslednjih nekaj tednih prav gotovo imeli dodatne korake, kako še bližje pristopiti k samim prebivalcem, kajti zavedamo se tega cilja, ki prinaša, tako sem rekel, drugačno varnost, drugačno družbo v jeseni. In v izogib temu je prav gotovo treba narediti ta korak. Nazadnje lahko gledamo Anglijo, ki podira nove rekorde po že praktično zaključeni epidemiji za delta verzijo, z indijsko verzijo koronavirusa in strokovnjaki pravijo, da je seveda ključno za uspešen boj proti indijski različici dvakratno cepljenje oziroma cepljenje po priporočilih proizvajalca. In seveda, ko govorimo o vseh posedanih različicah, imeli smo našo, bom rekel, to lanskoletno jesensko različico, ena je bila 5.8, potem smo imeli angliško, ki je prevladala to, in zdaj po vzoru iz Anglije bo indijska prevladala angliško oziroma alfa verzija. In ko se enkrat to zgodi, tega smo se nekaj naučili, ni vprašanje če, ampak kdaj. Zato moj poziv vsem prebivalcem, da naredimo ta dodaten napor, da se ustrezne število precepimo. Zakaj je cepljenje ta trenutek tako pomembno? Če smo mi precepljeni 50%, pa recimo 40%, in dvigamo ta naš procent na 70%, se pravi pocepimo dodatnih 30% prebivalcev, smo število neprocepljenih zmanjšali za polovico, s tem smo za polovico zmanjšali reprodukcijsko število in pa dnevno število okuženih že samo iz naslova zaščitenih po cepljenju. In na ta način se to kazuje kot pozitiven efekt cepljenja dogaja v teh dneh, se nam število dnevno novih okužb tako pomembno zmanjšuje, da jih epidemiologi uspajo obvladovati in lovijo vse pozitivne oziroma vse klastre in na ta način ob izbruhu, ob detekciji indijskega seva lahko obvladamo vsak tak klaster posebej. In to je to ključno, se pravi imeti dovolj nizko število, zato da lahko nove različice čim bolj učinkovito ne samo prepoznamo, ampak tudi z epidemiološkega vidika obvladujemo. Po drugi strani pa nižje imamo številke, lažje in širše lahko odpiramo družbo in imamo življenje na ravni, ali pa čim bolj podobno tistim, kot smo ga imeli pred epidemijo. To so ta ključna sporočila, ki smo si jih naučili ob prihodu alfa verzije in zdaj v polnogrozi delta verzije je to samo še toliko bolj, bom rekel, jasno za predstaviti ta primer alfa verzije, ki sem ga zgodil marca aprila. In zdaj smo na dobre poti, vendar nismo še na koncu. In tako kot je zadnjo rekel profesor Ihan, mi smo izredni športni navdušenci in smo na ciljni ravni. In ta športna zavzetost nam zdaj manjka, da pridemo do cilja. Vseh nas. In tudi rezultati, ki nas gledamo, ni to dosežek ministra ali pa vlade, ali pa ne vem koga. To je dosežek vsakega izmed nas. Še posebej vas novinarjev, ki vsakodnevno prenašate sporočila prošnje ministra in vseh strokovnjakov, ki se trudimo
kaj ta najbolj pomemben javnozdravstveni ukrep danes pomeni za našo družbo. In prihodnosti brez cepljenja si ne bomo znali več predstavljati. Žal, da se ta epidemija, bomo rekel, popolnoma s tem.